Mogoče pa te so te osnovne, najpomembnejše lokacije, kjer ste posneli film. Nažalost, prav prištetih nimam, bom pa šla. Ker jih je bilo, mislim, da čez 30. Problem je tudi, da niso bili celotni dnevi, ker smo se vezali pa lovili, kadar je bila Nataša, ki živi na Primorskem v Ljubljani, pa smo izkoristili eno popoldne, pa smo nekam skočili, pa samo en prizorček posneli. Tako da tega drobljenja je bilo ogromno, ni bilo tako, da bi rekli, zdaj pa res eno tedno posnamemo, tako da smo snemali od aprila, Prvomajski prazniki lani. Od aprila pa do septembra smo še ene popravke delali ta zadnje, tako da je bil kar en tak razpon. Se pravi, so bili pa tudi polovica dneva. No. Smo pa snemali po različnih krajih Slovenije, ker smo iskali dokaj avtentične kraje, pa pohištvo iz tistega časa. Šli smo pa tudi na Hrvaško, kjer je Leopoldina večkrat obiskala kraje in odpirala zavode. In tam so tudi naše sestre še danes, tako da smo tudi na Hrvaškem posneli prizor. Ste gostovali še pa katerih drugih sestrah, kot narednih sestrah? Ja, seveda, zaradi samega pohištva in lokacije smo obiskali Sveto Trojico tukaj v Ljubljani. Potem smo si šli v Kapucino v Vipavski križ, v Stično, v same muzeje, muzej Maribor, Ptuj, kjer so res bili zelo velikodušni, sploh na Ptuju, ko bi človek rekel, niso bili tako povezani z njo, Maribor, ja, ker je tam živela, prav v tistih prostorih. In so res bili izredno velikodušni, no? In delavci na razpolago, tako kot tukaj, kot vidite, že marsikaj bilo pripravljeno, tako da na to odprtost in sodelovanje smo naleteli res vse posod, kamor smo prišli. Tudi v Lipico smo šli snemati, v Mekinjah, seveda, če bo tam sestar ni več, so že prodali občini, tako da smo se potem z občino dogovarjali. Tudi kot tle ni bilo prizorov, na muzejski vlak smo najeli s kočijami, sta bile dve različni, ne vem, če ste videli, so bili konji iz Ptuja, črni vranci, beli so bili iz Lipice, tako da, če tako pogledaš noter celota, na koncu je zelo bogata vsebina. Tako da, malo smo priznali, da smo sem pogrešila, da nismo najeli vsem tem bogati vsebini boljše montaže, ker se z montažo da marsikaj pokriti, kar se pri samem snemanju, ker te kamermane so bila tudi amaterska, če so kaj, recimo, ni bilo dobro, malenko se da kaj pokriti, no, veliko ne. Tako da posnetki niso najboljše, ampak z tistega materiala, kar smo naredili, kar smo imeli, smo pa naredili seveda najboljše, kar se je danes. Sestra, a ste vi tudi režirali film na podlagi kakšnih izkušenj odprej? No, tako se kar ne odločiš delati film, ne? Ali prvinec? Ja, da sem se sploh spustila v te vode, je bilo na površju ta novi družinski zakonik. In takrat je dal Zavod 27.kul nekaj tazga, test en razpis za kratke filmčke za promocijo družine. In z mladimi, s katerimi sem delala, z Marijansko in Cencijansko mladino, smo šli v 4 oziroma do 5-minutni film, kjer sem bila poleg in sem koordinirala vse delo. In ker nismo imeli režiserja, sem pač to vlogo čistko prevzela. In mladi sami so ga zmontirali, glasbo dali zraven in vse. Potem pa je na koncu, ko smo že to jim poslali, so rekli, da mora biti na koncu nekdo, ki je všel v to kampanjo, da je prijavljen kot organizator referendumske kampanje. In ja, mi pa nismo, ne? In zdaj, pa smo se obrnili, takoj so se ponudili, kjer Zavod to prevzame odgovornost za to. In v tistem tednu, ko smo to mogli narediti, mladi, te dva montažera, ki sta delala, nista utegnila na koncu dati napis notri, kdo prevzame, samo črke noto nesti. In kako zdaj, in pa sem se obrnila na Socialno akademijo, če lahko oni to naredijo, so bili za. In tako sem se sploh zvedla, da Socialna akademija organizira tečaje za izdelavo filma ali dokumentarnega filma. In pa sem nekaj, ja, če pa že imajo, ne, pa da ponudijo, pa da bom vsaj znala tisti noter ustaviti, sem se pa prijavila. 3 dni. In potem na koncu tega tečaja so rekli,
da v sklopu dobimo vso opremo za 3 dni, da posnamemo film. In se ja, to nisem imela namena, ampak zdaj pa, če pa že dobiš opremo za ston, kaj pa, če bi še en film posneli? Ampak zdaj kot sestra, kot redovnica, želim nekaj kvalitetnega svetu ponuditi in sem se odločila za film z naslovom Ugovor vesti, ko govori o kontracepciji, kako je pravzaprav povzroči umetno prekinitev nosečnosti. In tako je nastal ta film 15-minutni z naslovom Ugovor vesti. Ko pa so naše sestre razmišljale o predstavitvi na bolj zanimiv način življenja sestre Leopoldine, je prišla ideja, sestra Irma je bila ta pobudnica, ko je rekla, se sestra Andreja pozna nekaj filmov delati, in tako so me nagovorili, če bi. Najprej smo mislili, da bi samo slike z kakšnih arhivov zbrali, pa tako ne, malo sortirali, pa kapček še na dlom zaigrali. No in na koncu iz tega, kaj pa če bi, rata 57-minutni film. No, smo ga krajšali, ker smo želeli, da naredi čim krajšega in je meni bila zelo težka odločitev, katere odlomke ven spustiti, kje krajšati. Mislim, da je to pa nekaj najtežjega bilo. Vsem, no, kaj dati ven. Tako da, tako. Čestitke za pogum. Hvala. Se rečem, to, kar je bil naš moto, ne, če res vsak naredi po najboljših močih, kar zmore, kot amaterji, in da še Gospod svoj blagoslov nekaj rata. In blagoslov smo pa res čutili vse dni, resnično. Tako pri vremenu, tako pri najemu prostorov, sposoji oblek, kjerkoli, no, resnično, so bile tudi težave, marsikere. In takrat smo se res lahko doživeli ta lik Leopoldine, ki je tudi sama šla čez marsikatero težavo, ogromno ovir, a ne, ko so rekli zdravniki sestre zapustiti bolnišni sovni, tam marsikaj je bilo. In smo se res, oziroma vsaj jaz, in tudi kot ste rekli, marsikdo je ravno iz njega lika se učil, kako preko teh preizkušenih in zaupati v Božjo previdnost. Rednica je pa 1808. Rojena je 815, umrla pa 1900. Se je rekla, leta 15, 2015 je bilo 200 let. Takrat smo začeli s postopkom. In umrla z besedami, Gospod, v tvoje roke izročam svojo dušo. Mogoče še kakšno vprašanje? Je tudi film, če vidite, preveden v 4 jezike s podnapisi, ker imamo res željo, da tudi naše sestre spoznajo drugi, ker tudi naše sestre, ki živijo po drugih deželah, kontinentih, ne poznajo toliko njenega življenjepisa, najprej že one in tudi širši ljudje, da spoznajo tam, kjer je živela v Gracu, tudi v nemščini. Torej, upajmo, da bo film prodrl na marsikatere kraje in da se bodo mnogi priporočali sestri Leopoldini in da bo kmalu stekel postopek za beatifikacijo. Lep dan še naprej.